Dober dan in hvala, da ste prišli. Dobrodošli na drugem dnevu diskurzivnega programa Radio Študent, ki ga organizira v sklopu svojega 55. rojstnega dne. Danes bomo začeli z prispevkom glasbene redakcije, in sicer okrogla miza Algoritmi in glasba v dobi mislečih strojev. Sodelujoči bodo Matej Mihevc, Jernej Kaluža, Luka Hreščak in Vanessa Nina Borsan. Pogovor bom pa moderiral Urban Mihevc. Hvala seveda tudi TTRŠ ekipi za prenos pogovora, no, ni prenosa pogovora zdaj, da snemajo, in hvala tudi RTVŠ ekipi, da snemajo. Vse to si boste lahko tudi ogledali še enkrat čez par dni na naši YouTube strani, mogoče še kje. No, hvala tudi vsem vam, da ste se udeležili tega pogovora. Danes bo, kot že rečeno, govora o umetni inteligenci v glasbeni industriji. Spraševali se bomo, kje je njeno mesto in kakšne grožnje ter kakšne potencialne možnosti za pozitivno uporabo se ponujajo novim generacijam glasbenih in auditivnih ustvarjalcev. Hkrati pa bomo tudi prediskutirali, se mi zdi, bolj negativne posledice, ki jih ima lahko tak tovrsten razvoj glasbeno-produkcijskih pripomočkov. Tako da, ja, jaz bi kar začel s prvim vprašanjem, ki se glasi, na kakšne konkretne načine se umetna inteligenca uporablja v glasbeni produkciji danes, tako v komercialni kot v umetnostni sferi, in kakšne prednosti ponuja umetna inteligenca, kar se tiče učinkovitosti in kvalitete glasbene produkcije. Pa bi mogoče kar za začetek vprašal tebe, Matej, ki si, tamle imaš mikrofon, ki si tudi član glasbene redakcije pri nas, sicer pa vodiš oddajo Modem. Kaj se ti zdi, no, pri Modemu se tudi ukvarjaš z nekimi bolj naprednimi oblikami glasbe, recimo vsaj v tem nekem oziru elektronske produkcije, pa tako internetne sfere in tako. Ja, no, pač A lahko še enkrat to vprašanje? Aha, no, na kakšne konkretne načine se umetna inteligenca uporablja v današnji glasbeni produkciji, bodi si dobri, bodi si slabi načini, in kaj lahko to prinese bodočim ustvarjalcem? Ja, ne vem, mislim, še kar široko vprašanje. Ne vem, meni se zdi, da so se v zadnjih parih letih so se pač pojavili razni programi in razne spletne strani, neki servisi, ki pač nudijo eksperimentiranje z umetno inteligenco in zvokom. Mislim, že ne vem, 5 let nazaj so obstajale take stvari, ampak niso bile toliko dostopne. Ali pa pač, ne vem, jaz se spomnim iz 5 let nazaj nek ta recrawled video, ki se je pač infinitely nadaljeval, pač v bistvu je sam nekako pač umetna inteligenca nadaljevala pač ta recrawl komad v, ne vem, v neskončnost ali whatever. Ampak ja, to je bil pač, so bili neki zgodni primeri tega, ki so bili že takrat fascinantni, zdaj pa pač so to prav neka orodja z nekimi interfejsi in pač se da tweakati pač te razne parametre, da pač v bistvu, ne vem, text to audio in tako naprej. Tako da vse to bratuje zmer bolj dostopno za pač, ne vem, ljudi, ki nimajo pač nobenega pač razumevanja za, mislim, nobenega tehničnega znanja z glasbo in zvokom in tako naprej, tako da v bistvu se nek tak barrier to entry je praktično ničelen. Zdaj pa kaj to prinaša, ne vem, mislim, v bistvu neko, lahko bi rekel, fundamentalno spremembo v načinu pač kulturne produkcije, ne? Mislim, če kar naenkrat je ustvarjanje pač kontenta toliko trivialno, pol, mislim, zakaj sploh še obstajajo neki pač pomembni, hudi artisti, ki so za to, kao, mislim, imajo neko posebno vlogo in tako naprej, če smo vsi lahko na toliko simpel način artisti in potem, ne vem, fast forward, ne vem, 15 let recimo, a pa no, verjetno manj, vsakem, mislim, ponovadi je manj, fast forward, ne vem, 10 let,
recimo pač imamo vsi, ne vem, na svoj glasbeni okus kurirane pač ne samo playliste, ampak originalen content, ki se pač stalno generira nam pač glede na naše potrebe in tako naprej. Ne vem, mislim, recimo, da je to ena vizija potencialna. Ne. Mislim tako, pač nek radikalen shift se obeta v odnosu do kulturne produkcije v splošnem, recimo z umetno inteligenco. Zdaj pa tako, kakšna orodja so to, pa ja, mislim, je par različnih primerov, jaz v bistvu ful izkušenj z njimi konkretno nimam, ampak pač je pač ja, že sam njihov obstoj dost, da nekako začneš razmišljati v tej smeri. No. Ok, pa bi še tebe, Vanessa, vprašal isto vprašanje, mogoče malo bolj usmerjeno v to, kaj zares se danes dogaja, oziroma do česa prihaja, oziroma ja, pač kaj, kateri tehnološki napredki spreminjajo sfero glasbene produkcije danes. Mislim, jaz že tudi takoj povem, da bolj iz varne distance opazujem ustvarjanje glasbe, ker sama nisem glasbenica. Se pa ukvarjam pač s pisanjem algoritmov za analizo glasbe in redno obiskujem tudi konference na to temo, tako da vidim, kako se pač recimo že izpred parih let nazaj zadeve bliskovito spreminjajo. Kar je zanimivo mogoče na tej točki, da mislim, da si kar že dosti veliko povzel, kakšno orodje pa tako naprej, kako se te stvari razvijajo. Kar je meni zanimivo, recimo, da na konference, katere jaz obiskujem, zaradi tega, ker recimo, da delam v javnem sektorju, se nekako udeležujemo konferenc, ki zagovarjajo odprto znanost, ne. Če primerjam izdelke na teh konferencah oziroma kaj se tam dejansko izda, torej se pravi, ne, kaj ni poslovna skrivnost in tako naprej, so tisti izdelki veliko slabši, kot določeni izdelki, o katerih si recimo ti zdaj govoril, ne. Se pravi, da pač s parimi besedami ustvariš nek komad, ki je v resnici pač zelo poslušljiv in prepričljiv, ne. To se recimo še par let nazaj ni dalo na teh konferencah, pa recimo še zdaj, ko pač predvajajo kakšen izdelek, pa še ta je recimo, da izbranje iz množice neuspelih poskusov ni v resnici tako zanimiv za slehernega poslušalca. Mogoče je zanimiv za tiste, ki pač te algoritme razvijajo, pa slišijo tam nek napredek, ampak recimo za nekega navadnega poslušalca to ni tak preskok, ne. In kar je tle recimo zanimivo ali pa mogoče ne toliko zanimivo je to, da več kot očitno se v privatnem sektorju to razvija veliko hitreje, veliko bolj zakrito, ne. Zdaj, kako to vpliva na nas nasploh, recimo kot poslušalce, če tako rečem, ali pa uporabnike, glede na to, da pri teh algoritmih nismo zares več poslušalci, mogoče tudi to poudarjam kot veliko spremembo, ampak se ta meja med umetnikom, ustvarjalcem, poslušalcem ves čas prestavlja, ne. In hkrati tudi kritikom, zaradi tega, ker pač ti zgeneriraš komad in rečeš, to je za nič, zbrišeš, tako da neposredno tudi kritiziraš to delo, ne. Kar je pač zanimivo to, da je pač to vse nekako zavito v temo, kako te zadeve delujejo, je, da v resnici tudi kaj ta zadeva zmore, je v rokah pač neke recimo korporacije oziroma na začetku mogoče nekega startupa in tako naprej in te so velikokrat v večjih središčih, recimo sploh v Ameriki ali pa potem pač kjerkoli drugje. In tu, če zdaj pogledamo vse ti modeli, glih prej smo recimo se pogovarjali o dveh novih appih, eden je Udio, drugi je Suno, sta res zanimiva in zmorata tudi veliko različne glasbe v resnici ustvariti, se pravi od pač nekih country komadov do korejskih, do japonskih, tako da ta spekter je kar širok. Je pa res, da
prompt pa pač ne sprejema glih vsakega izražanja v glasbi, ne. Se pravi, da je mogoče tukaj zanimivo, da tle pa obstaja neka pač taka regulacija, mi pa v Sloveniji smo kar že navajeni, takoj štartamo v angleščini, ne, pa pišemo, pa rečemo, kako to dobro dela, ne. Ampak mogoče ljudje, ki niso vešči jezika nasploh, vešči jezika v glasbi in vešči angleškega jezika v glasbi, pa mogoče potem vseeno ostanejo malo podhranjeni, ko pride do teh modelov, ne. Ok, pa kar naprej gremo do Jerneja, v bistvu isto vprašanje, mogoče lahko malo nadaljuješ zdaj, kjer je Vanessa v bistvu končala, ko se pač te različne vloge, ki smo jih sicer vajeni, da so povsem ločene, se nekako zdaj skupaj zlivajo v eno, kjer pač artist je hkrati kritik, poslušalec in vse to, v bistvu nekako tvoj komentar na to. Ja, jaz moram priznati, da sem malo oddaljen vsem tem temam, ne poznam toliko prav tega zadnjih dogajanj na področju umetne inteligence in glasbe, predvsem kar se tiče produkcije vsebin, to, kar smo se do zdaj pogovarjali, ampak meni se zdi še bolj radikalen obrat, ki pa traja že dlje časa in ni tako neki ful novega, ampak že nekih 20 let postopoma se dogaja, je v bistvu ta obrat na ravni distribucije, ne, da se pravi algoritemska distribucija vse bolj ne čist nadomešča, ampak se meša z neko človeško, uredniško, kurirano strani človeške inteligence distribucijo glasbe in koliko daljnosežne posledice to ima za celo glasbeno sfero, no. In tukaj se mi zdi zelo zanimivo, da je pač področje glasbe, lih sem bral neke knjige o mainstreamu, zdaj se zadnje čase s tem konceptom ukvarjam, ne, da je bilo področje glasbe tukaj res pionirsko na področju nekih raziskav občinstva ali pa tega, kako se meri, kako se v bistvu občinstvo odziva na določene vsebine, ne, in recimo že v začetkih mainstream v bistvu ni žanr, ni ime za žanr, ampak ime za enostavno to, kar deluje pri največji masi ljudi največ časa, se pravi čist neka ta komercialna, empirična definicija nekega žanra, ne, in na nek način so se ti principi z pojavom algoritmov ful razširili, recimo jaz se drugače ukvarjam bolj tudi z recimo distribucijo novic ali pa distribucijo medijskih vsebin nasploh in ena glavnih sprememb, ki se je zgodila recimo medijske hiše, recimo 24 ur, predvsem komercialne, če greste v njihovo uredništvo, je, da imajo neko tako veliko tablo, kjer so metrike, kako zdaj vsak ta prispevek deluje v realnem času, kaj se bere, kaj dati na vrh, kaj skrit, kaj izpostaviti. Se pravi, ta nek odziv občinstva je res postal ful natančen, ful bolj ga je lažje analizirati, kakor je bilo to v nekih času teh klasičnih medijev, kjer si ti seveda gledal, kdaj ljudje poslušajo radio in tako, nisi mogel pa vedeti, na kateri kočno sekundi komada nekdo odklopi ali pa kaj podobnega, ne. In tudi z Robertom Bobničem, ki je tudi tukaj z nami, sva delala neko raziskavo recimo med glasbenimi uredniki, ne, in v slovenskih radijih predvsem in se je izkazalo, ne, da na komercialnih radijih je recimo prevladoval ta model, v bistvu urednik, ki sploh ni urednik, ampak je bliže nekmu robotu na način, da samo gleda empirične raziskave, gleda, kaj deluje in glede na to, kakšne podatke tam dobi, tista glasba se bo vrtela, ne. Bolj, ko gremo recimo na nacionalnih medijih, imajo že bolj to držo, ne, se pravi nekega kuriranja, nekega človeške selekcije, ki je v bistvu ignorantska do teh empiričnih podatkov, kar pa je najbolj radikalna verzija tega je pa recimo Radio Študent, kakor jaz ne vem, ampak v mojih časih, to se pravi tam do 2018, je bila to neka, ne, se pravi vsak glasbeni opremljevalec ima popolno avtonomijo in je precej to vprašanje zdaj, kdaj ljudje odklopijo, kdaj ne, je ful puščeno, no, se s tem ne ukvarjamo.
Tako da to nekako, ne, zdi se mi pospešitev tega obrata v nek empirizem, v neko še bolj natančno analizo tega, kaj deluje, kako deluje. To se mi zdi neka pomembna sprememba, ki pa je, kot pravim, traja že dlje časa, ni povezana s tem zadnjim boomom umetne inteligence. Ampak najbrž pol vprašanje obstane, ne, v bistvu, kot ali lahko sploh to algoritem nek zmer, ali v bistvu glasba še zmer pomeni, da si ljudje med sabo delimo glasbo, ne, v bistvu. Oziroma iz tukaj prihaja ta nek trendovski moment, ali, a ne. No ja, v bistvu gremo zdaj naprej na Lukata, ker se mi zdi, da si mu dal lepo istočnico s tem, ker si začel govoriti o mainstreamu, Luka se pa predvsem ukvarja z nekim malo manj mainstream, malo bolj eksperimentalno in impro glasbo, tako da bi tebe, Luka, zdaj vprašal, kako ti tukaj vidiš, a misliš, da bi umetna inteligenca lahko ocenila ali pa sproducirala sploh neko eksperimentalno glasbo, se pravi, ki bi bila na nek način kvalitetna, ali jo pa sploh ocenila kot kvalitetno? Mislim, mogoče najprej samo še en dodatek k prejšnjim zadevam ali pa neko bolj konkretno stvar. Pač imeli smo primer v zadnjih letih, ko so pač neke korporacije oziroma založbe pogruntale, da se dan danes še posebej ali pa pač na pretočnih platformah, če hočeš sploh če razmišljaš o najbolj optimalnem trženju in potencialni prodaji, pač služenju iz teh reči, so bili pač primeri, ko so založbe generirale muziko in ustvarjale fiktivne umetnike, predvsem z namenom, da jih spravi na te playliste znane, kaj pa vem, ponavadi so poimenovane ambient music for sleeping, ambient music for studying, takšne podobne reči. In sem imel pač korporacije, ki so masovno proizvajale takšno glasbo, generirane z umetno inteligenco. Se pravi, pač jaz tukaj vidim največ potencijala v situacijah, ko je največji interes za nižanje produkcijskih stroškov, kjer si lahko pomagajo na ta način, mogoče tudi, kaj pa vem, če rečem za opremljevanje filmov, torej z glasbo k filmu, ali je to že preveč, se ne vem, ampak mislim, da je tukaj največ potencijala AI in da se bo tukaj tudi v prihodnosti največ uveljavljal. Se pravi, pri folku, ko se ukvarja z nekimi naročenimi deli, ki nimajo nujno veze z a pa katerih primarna stvar je, da pridejo čim prej ven in da se pač poblagovijo, ali kako naj temu rečem. Kar se tiče pa nekih eksperimentalnih ali pa improviziranih muzik, jaz mislim, da tukaj pač treba pomisliti na nek drugi aspekt glasbe in je to pač nek konkreten kolektivni, skupnosten, družbeni aspekt ali pa razsežnost delanja glasbe, ki po mojem mnenju preprosto ne more prevagati skorda ničesar in bi si težko, valjda se lahko uporablja takšna in drugačna orodja, ki so danes dostopna in se to dogaja dan danes, da jih folk uporablja v nekih kolektivnih improviziranih takšnih in drugačnih akcijah, ampak preprosto v tovrstnih skupnostih glasbenikov, ko se lotijo muziciranja, mislim, da je ta težnja k kolektivnemu ustvarjanju ali pa izhajanju iz neke konkretne tradicije, lahko tudi kulture, kakorkoli, ali pa sploh pri skupnosti, ki vrednotijo, ki svojo glasbo gledajo skozi to luč in jim veliko pomeni recimo izhajanje iz določene kulture, tradicije glasbene ali pa tudi ne. Težko si predstavljam, da bi AI v teh momentih ali pa da bi prepustili ti ljudje, ti muzičisti, muzičistke, neki tretji osebi oziroma tretjemu akterju, da proizvaja muziko za njih, ker je ta kolektivni aspekt enostavno preveč močen. Ok, se pravi, mogoče bi tebe, Vanessa, zdaj vprašal, a se ti zdi, da pa
v luči tega, kaj je zdaj Luka povedal, se pravi, a misliš, da bi lahko v najhujšem smislu, mislim, v najhujši možni situaciji prišlo do tega, da bi realno artist zginil pač, da ga ne bi bilo več in da bi preprosto poslušali zgenerirano glasbo, ker to mislim, da je zdaj največji strah oziroma strah, ki ga napihujejo valjda, ampak tako nekako, če potenciramo vse do nekega logičnega konca, pač da ni več človeka, ki to dela, ampak preprosto poslušamo, kako je nek stroj to naredil in smo totalno emocionalno mrtvi. Mislim, jaz bi tukaj najprej izpostavila to, da ne rada postavljam tako trdo mejo med torej strojem in človekom. Se mi zdi, da to pač vedno nastaja kolektivno, vedno je bila tehnologija, orodje, nek podaljšek človeka, potem pač z razvojem sta se vlogi stroja in človeka pač spreminjali. In tudi zdaj se to dogaja in potem, ja, ko pridemo do vloge umetnika, ja, seveda se, oziroma pač tudi izvajalca, konc koncev, ne, seveda se ta vloga spreminja. Ne spreminja se zdaj šele, ne, spreminja se skozi čas. In ali to pomeni, da bo izginil, mogoče bo izginil ta trenutni koncept, ja, na neki točki, zaradi tega, ker enostavno več ne bo kompatibilen z novo tehnologijo, ki nam nudi neko pač alternativno opcijo za zdaj poslušanje glasbe, če bomo sploh še temu na tak način rekli, ne. Tudi to je vprašanje, ker se ne spreminja samo izvajalec, ne spreminja se samo vloga pač umetnika, spreminja se tudi vloga poslušalca. In kakor sem prej rekla, je pač s temi novimi orodji je lahko ena oseba v istem trenutku vse, ne. In že s tem se mi zdi, da pač, ja, do določene mere vloga umetnika, ki ga mogoče še vedno večina koncipira trenutno, izginja, ne. Zdaj, ali bo povsem izginil v roku, ne vem, 5 let, verjetno ne. Ampak se bo pa pač postopoma spreminjala, ja, zagotovo njegova vloga, no. In po drugi strani bi rekla, pač glede te kolektivnosti, sem če komentira, se mi zdi, da po eni strani, kakor sem rekla, treba je biti pač pozoren na to, kdo ta orodja izdeluje, ne, se pravi, predvsem ta generativna orodja za ustvarjanje glasbe. Ampak kljub temu se mi zdi, da po drugi strani, zdaj, ko opazujem pač ta novo nastala orodja, pa se v bistvu tam noter že gradijo neke nove skupnosti, zdaj ne vem, ali so to neke glasbene skupnosti, ali bomo temu rekli nekako drugače z nekaj časa, ker v bistvu gre za to, da se ta orodja učijo, ne. In učijo se na naših inputih, na naših odzivih, na naših feedbackih. Tako da se mi zdi, da tukaj pač mogoče ne bo več v igri toliko ta kolektivnost in da mogoče bodo ljudje še vedno čutili potrebo tudi potem. Se mi pa zdi, da se tam dogaja nek nov kolektivni moment, se pravi, da pač se že sama materija pač ves čas deli med tem enim osebkom, ki je hkrati izvajalec, hkrati ustvarjalec, hkrati poslušalec. Tako da se mi zdi, da se bo tudi ta pojem, no, predrugačil in se bo samo pač kot preobražen zdaj z novo tehnologijo še vedno izvajal, no. Okej, pa mogoče bi si zdaj lahko poslušali tale nek insertič, ki smo ga pripravili, in sicer Red Lobster, ameriška franšiza, je, mislim, da začetek decembra prejšnjega leta naredila reklamo za nek nov burger, whatever, in glasba v tem je bila totalno zgenerirana s pomočjo umetne inteligence. Tako da dajmo si zdaj to mogoče poslušati, pa bomo pa še malo to pokomentirali oziroma neke sodbe postavili ali kaj. Dreams only
Ja, no, kot vidimo, ena stvar dela vse, a ne, piše tekst, naredi cel aranžma in še najbrž mix in master, klenot vključen. Tako da s tem zaobidemo ful enih ljudi, ampak se mi zdi, da tukaj bi bilo fino izpostaviti to, da najbrž, mislim, kot si že ti Vanessa rekla, te modeli se pač učijo na nekih databasih oziroma nekem inputu, ki ponavadi so neki mainstream komadi, a ne? Tako da v bistvu, kar bomo mi zdaj na nek način mogoče dobili, je, da se bo pač ta neka niša oziroma neka, ja, kot smo prej rekli, mogoče filmska glasba, mogoče glasba za reklame in pač ta nek, kaj jaz vem, workout na Apple Musicu, playlist, ki si ga zbereš zato, da pač odmisliš, zato, da imaš pač nekaj v ušesih, bo mogoče zgeneriran tako. Ostali del glasbene industrije pa bo mogoče, oziroma bo bil prisiljen v to, da iz tega potegne mogoče neko večjo originalnost. Tako da, ja, nekako na to misel bi te vprašal, Matej. Kaj misliš o tem? No? Misliš, da zdaj bo tukaj en del trga se bo pač podredil umetni inteligenci, kjer je pač, I guess, največji se bo največ prešparal, tako kaj prej je Luka govoril, ostalo se bo pa pač ostalo bodo pa pač neki artisti pod svojim okriljem probali pač nekaj novega narediti, ne? Glede na to, da očitno neka pop strukture, ki so obstoječe in ki funkcionirajo, so pač tako že zlajnane v narekovajih, da v bistvu jih lahko nek algoritem reproducira, ne? Ja, jaz bi se kar strinjal s tem, kar je tudi Luka rekel. Se mi zdi, da ja, po eni strani res se bojo pač verjetno te tehnologije mostly utilizale za neke te najbolj, a pa mogoče najprej se bojo, no, pač utilizale za te najbolj komercialne namene, medtem ko pač verjetno se širše neke že obstoječe strukture ne bojo zares še toliko hitro premaknile, a ne bo, ne vem zdaj, kaj se vem, namesto druge godbe, pač, da bomo zdaj, ker sem šli poslušati pač, ne vem, neke računalnike, a ne, namesto pač različnih glasbenikov iz celega sveta in tako naprej, a ne. Mislim, vsi te neki že obstoječi festivali, strukture, mislim, te, ja, pač te strukture in tudi neki te že priznani glasbeniki bojo pač verjetno. No, ja, no, vprašanje, kako bo pač na njih to vplivalo, ampak verjetno pač bojo ustrajali, ne bojo pač kar se odločili, da bojo pa zdaj rajš ustvarjali z umetno inteligenco, ne, to se mi zdi še kar jasno. Se mi pa zdi, da, ne vem, zanimiva mi je mogoče teza na nek način, da se bo zgodil do neke mere nek cut-off point, kjer pač enostavno zdaj že obstoječi in uveljavljeni glasbeniki pač bojo še naprej glasbeniki, ampak recimo novejši glasbeniki ali pa neki, ne vem, pač ljudje, ki so zdaj, ne vem, ki zdaj začenjajo pač ustvarjati glasbo ali pa, ne vem, ki bojo začeli čez 5 let, bojo k temu pač mogoče pristopali malo drugače in to se bo pač v naslednjih generacijah postopoma spreminjalo in verjetno, ne vem, mislim, tako vprašanje zdaj, kako se bo to, mislim, kako bo pač to publika sprejela in tako naprej, ali pa če bo res to ratov pač to nekako a thing ali kakorkoli, ampak ja, ne vem, mislim, ampak hotel sem reči, da bo pač se nek cut-off point zgodil tudi v smislu, recimo, ne vem, zanimivo se mi zdi, kako se tudi recimo, ne vem, Hollywood oklepa pač nekih teh starih zvezdnikov in jih pomlaja za to, da bi pač še vedno ostali in pač nekako, mislim, bo nek cut-off point, kjer mogoče enostavno novih zvezdnikov pač ne bo več treba imeti, ker bomo forever lahko imeli Harrison Forda in ne vem, Al Pacino ali whatever.
In mogoče na podoben način se bo zgodil nek cut-off point ali pa bi se lahko zgodil nek soft cut-off point z kulturo, da se pač enostavno neka pač že obstoječa, danes obstoječa pač nek library ali kakorkoli, pač nek kanon pač se obstaja in potem vse, kar se pač naprej dogaja, so pač neke reference in neki remixi oziroma pač neki pač neke AI halucinacije iz že obstoječih stvari. In v tem smislu pač mislim zdaj pol se spraševati, če je pol tukaj kaj novega, če pride do česa novega s tem, to je odprto vprašanje, ampak ne vem, jaz sem tudi nekaj tazga mogoče bi lahko predvidel. No? Ok, pa bi se vas spet obrnil malo k Jerneju. V bistvu, kako bi, mislim, kam bi nas pol to pelali, zdaj, če bi recimo mi trenirali te algoritme na mainstreamu in potem, ko si pregovoril o tej uredniški oziroma plasiranju poslušalcu preko umetne inteligence oziroma zbiranju komadov. Kam bi v bistvu prišli, če temu pač pustimo teči svoj tok, oziroma a se ti zdi, no, da tukaj bi se rabili neke zakonske omejitve, mogoče celo postaviti ali pa nekaj tazga, ne? Ker mogoče prihodnost ne zgleda nekaj ful svetla, če začnemo razmišljati o tem. Mislim, po mojem, da zdaj na tej točki glede umetne inteligence v glasbi neke zakonske opredelitve ne bi rekel čist nepoznavalsko sicer, ampak ne zdijo se mi neki potrebne, ne vidim te neke hude nevarnosti za kakršnokoli nadomeščanje človeka v celoti. Tudi recimo ta komad, ki ste ga pokazali, je res dober, ki je tako narejen, zelo je tak mainstream in tako govori o neki tej človeški izkustvu tega jedenja, tega hamburgerja ali krofa ali kaj je bilo, ne. Ker je jasno, da ta umetna inteligenca tega ni delala, ampak na nek način bi bilo ful bolj žalostno, če bi ta komad res bil človeški, ne. Mislim, je po svoje tako, za neke te funkcionalne namene, ne, je res mogoče boljš, da se te stvari tako avtomatizira, ne. In predvsem recimo po mojem ni slučaj, da se bodo ti principi se bodo po mojem bolj uveljavili na tem področju, se pravi tega glasba v neki funkciji spravi me v tako in tako razpoloženje, glasba za študiju, glasba za neki razpade zveza, se pravi ta funkcionalen, da ti hočeš, da glasba nekaj točno določenega naredi, ok, ne, ampak ali pa da jo imaš za reklamo, tako, ne. Ampak po drugi strani se mi zdi, da tudi recimo v mainstreamu, ne sam v teh nekih bolj obrobnih žanrih, recimo ljudje še vedno hočejo avtorje, folk hodi na festivale, ful gleda, mislim, kdo je ta človek, kako jih življenje ima za sabo, tako ful je enih, recimo videospot kot format, ki sicer zdaj eni pravijo, da izumira, ali pustimo to, ne, ampak je zelo narejen na tej ponavadi na avtorjevi prezenci, ne, in vse drugo je neko ozadje, tako da ful je enih spektrov, kjer jaz ne vidim tako, da bi tukaj lahko se neke ful hitre spremembe, ful hitro zgodile. Ja, to je zdaj ful zanimivo, ker v bistvu, ne vem, če ste videli, ampak FKA Twigs je šla pred senat, po mojem kakšen teden nazaj, se pravi ameriški senat, kjer je pač govorila o tem, kako se morajo artisti oziroma kako se more vlada vplesti v to, kako se artisti zdaj zaščitijo pred tem, da jim recimo folk dela deepfake pa to. Ampak ona je tudi rekla, da je ona sama naredila že sama svoj deepfake in s tem deepfakeom ona v bistvu zdaj komunicira z svojimi fani oziroma ji omogoča, da je več časa v studiu in manj časa na pač, ne vem, Twitterju ali whatever. Čeprav bodimo iskreni, najbrž to njen PR tim delal, tako da ne vem, kaj je zdaj klej hakl, ampak kaj pa recimo takrat, a ne, ko bo, ker očitno deepfake lahko nadomesti tudi neko prezenco, a ne, pa tudi najbrž bodo neki hologrami se pojavili, tako, kot smo pač že videli s Tupakom ali kaj.
Kaj pa se pol lahko zgodi? Ne vem, čist kaj se lahko zgodi, ne, ampak spet, če se vrnemo v preteklost, po mojem ni slučaj, da so bile prav te neke največje mainstream zvezde doskrat dojeti kot neki ujetniki industrije, kot roboti, ne zdaj sam recimo, Britney Spears je recimo tak primer, ne, kot nekdo, ki ga industrija toliko prime, da v bistvu nima več možnosti neke lastne, mislim, na nek način je prav v glasbeni industriji je bil, ne vem, deepfake že pred deepfakeom, ne, tako da na ta način mogoče tudi ta sprememba ne bi bila tako radikalna, ne. Tako da ne predstavljam si, no, da bi, mislim, da v vsakem primeru bodo mogli performirati avtentičnost, tako kot jo zdaj performirajo. Če bi pa nekdo razkril, da je neki deepfake, bi bilo pa to zanimivo sam, če bi bil to nek prvi primerek nečesa. Težko pa vidim, da bi imelo to nek following ali pa identifikacijo, ker identifikacija je pa še zmer po mojem ful ključna, ne vem, zakaj se spremlja neka muzika, ne. Tako da težje je verjetno se je identificirati z, ne vem, umetno inteligenco kot s človekom. Se pravi, najbrž lahko pričakujemo, da bodo te neke samo funkcionalne stvari postale, ne, v bistvu, ali pač, no, tako špekuliramo, ja. Pa bi se še nate, Luka, bi še eno vprašanje glede same emancipatornih potencialov takšnih orodij za samega glasbenika. A se ti zdi, da glasbenik, recimo neki slehernik, ki se pač loti, zdaj bom jaz delal neko glasbo, lahko pride, mislim, valjda lahko pride hitreje do teh rezultatov, ampak a misliš, da ima tukaj vseeno umetna inteligenca kot orodje za produciranje glasbe nek potencial, bodi si dati neko začetno ali pa odskočno desko, začetno pozicijo nekemu ustvarjalcu ali pa nekako mogoče sam biti partner v džemanju ali karkoli. Ja, po eni strani vsekakor, mislim, da tukaj že ni potreben niti AI, da se je v bistvu dosti olajšalo dostop do delanja takšne in drugačne glasbe. Najbrž lahko posamezniku pomaga, da pride do nekega glasbenega rezultata dosti hitreje, kot bi sicer. Tukaj se zdaj za vprašati glede pač nekega manjka tehničnega znanja, ki se tukaj zgodi, do kakšne mere vse te novosti, aplikacije, novi modeli, ko prihajajo ven, ki so kakor pač zdaj slišimo, vedno bolj zanimivi, vedno bolj interaktivni za uporabnike, koliko takšne stvari silijo v neko individualistično delanje glasbe, koliko se razgubi tukaj pač, ker mislim, da če govorimo zdaj o nekomu, ne vem, da nima sredstev denarnih takšnih in drugačnih in da bi si z AI-jem pomagal, da bi mi bilo lažje glasbo ustvarjati, mislim, da je tukaj že itak ni dosti problema, ker večina folka, saj po mojih izkušnjah, bistveno raje, mislim, ni problem igrati na pol skurjenih ferštih, na kitarah z 2 strunami ali in tako dalje. Tako da imaš tudi druge variante možnosti lajšanja proces pač lotevanja, delanja glasbe. Tako da ja, mislim, če se navežem naprej, ker se ne vem, če bo AI spodbudil, če bo ta debata o AI-ju spodbudila širšo debato o protislovjih in pač že nekih v osnovi sprevrnjenih stvari glede pač sploh institucij avtorskih pravic, potem super. Ampak ja, kakor pravim, pač jaz mislim, da tukaj kar se delanja samega glasbe tiče, čisto v tem nekem prvinskem smislu, mislim, da tukaj AI lahko igra določeno vlogo, ampak ne
ne bolj znatno, kot so neke druge iznajdljive in kreativne stvari, ki jih ljudje že danes uporabljajo, kot se rekel, ali je to sposojanje orodij za delanje glasbe, ali je to, da pokličeš kolega, ki ti je pripravljen zastonj razložiti, kako se nekaj dela. Mislim, da so to dosti bolj zdravi načini, kako ljudje pridejo do tega, kot to, da pač si skine aplikacijo in jih ona pol in si z njo pač lajšajo to delo, brez da bi rabili uložiti kakršnega koli drugačnega truda ali pač. Ok, pa bi pa mogoče tebe vprašal, Matej, spet, a se ti zdi, da tak način dela ali pa mogoče, če uporabiš to za neko odskočno desko, ne vem, recimo, zdaj se je zgodilo, da je Lee Gamble je izdal recimo plato Models, kjer je on te neke neuralne mreže treniral na pop pevcih in potem je te zmazke, ki ne bi predstavljali te earworme oziroma te komadi, ki se ti, oziroma huki, ki se ti zataknejo v uho, jih je potem inkorporiral v svoje komade in produkcije. Ali pa recimo, tudi sem videl, da Patton, ta producent, je enako, mislim, da je ta Refusion uporabljal, kar je spet nek, ne vem, mogoče plačljiv, ampak spet nek program z umetno inteligenco, je ven dobival neke sample in potem je iz teh samplov v bistvu štartal. A se ti zdi, da smo na nek način da se bo ustvarila neka nova estetika s tem, ali pa se že ustvarja, ali pa je že ustvarjena, pa bo vedno bolj prisotna? Ja, jaz mislim, da je to toliko nekako močno orodje, recimo bi rekel, da v bistvu sploh mislim, da ne bo zdaj nek nov žanr, mislim, a pa veš, mogoče bo, ne vem, 100 novih v tem smislu žanrov, mislim, tako nočem zdaj pretiravati ali kakorkoli, ampak sem tako, ne vem, pač to ni tako kot recimo kaj se vem, izum samplanja ali whatever, ne, ampak mislim, mogoče do neke mere primerljivo, ampak je pač v bistvu vsi žanri dobijo nek nov boost, ne, vsi artisti iz vseh možnih pač žanrov imajo neke drugačne istočnice in tako naprej, ali pa neke drugačne pač nove moči, recimo. Jaz bi do neke mere pač tukaj, se mi zdi, da smo veliko govorili o tem, kako se pač v bistvu z umetno inteligenco generirajo pač te neki ali generični mainstream komadi in tudi kako v bistvu vsi te interfejsi, ki jih zaenkrat poznamo za produkcijo teh komadov, so vsi nekako zelo pač res olajšajo delo do te mere, da pač ti ne rabiš v bistvu pač nobenega znanja, ne, ker v bistvu vse samo z recimo tekstu, audio in tako naprej. Ampak tako recimo se mi zdi, da bi lahko bilo to powerful tudi v neki, ne vem, pač če se pač res mislim, da bi lahko bil neka bolj nek nov profession oziroma nek nov know-how bi pač se lahko iz tega zgodil, ki pač v bistvu bi šel pač dlje od tega surface level tekstu, audio in tako naprej. Se mi zdi, da ne vem, lahko si predstavljamo čist po moje realistično sliko tega, da bi v roku, ne vem, 5 let pač v bistvu bil AI kot nek asistent v glasbenem studiu, recimo, ne, pač za vsakega posameznika ima v bistvu pol nekega ultimate mentorja ali pa pač, ne vem, ti mu pač daš nek komad in rečeš, kako so ta hi-hat tukaj naredili, jaz bi tak hi-hat naredil. In potem ti vam pove, ok, recimo to moraš, ne vem, tako pa tako, ali pa zakaj, a so tukaj highs mal, ne vem, preveč crisp ali whatever in on reče, aha, ok, kaj pa če to probaš in potem ti predlaga različne, ne vem, plugine in whatever in pač lahko z njim, kot si prej nekako rekel, kakor jamaš v tem smislu, ne, ali pa, mislim, ja, pač nek kakor kot nek mentor, ki pač ima
skozi čas za to, da se ukvarja s tabo in pač mu ga lahko vse vprašaš in tako naprej. Mislim, jaz se kakšnih takih aspektov veselim, ker to se mi zdi, da bi pač nekako res olajšal pač nek ta learning curve za neke kompleksne programe. Se mi zdi, da bi lahko šlo tudi v to smer, ne samo v to, da se čisto vse dama down samo na pač text to audio, ampak tudi, da se pač, ne vem, lahko to veliko bolj razširi v text to nek interfejs, ki že obstaja, ali pa pač, da se torej neke te interakcije zgodijo med nekimi že obstoječimi programi, torej in ne vem, torej, kot nek ChatGPT plugin za Ableton recimo, ali pa nekaj takega, ne. Ja, to sem že videl, da obstaja, ja. Da je nekdo tako, mislim, da je zmasteriziral ali nek element je po EQ-ju in je bilo vse tako, oziroma to ne zveni, ne, mislim, da je bilo tako, da je kick pa bass pač ta dilema večna, kaj dati v spredje oziroma kako to skup dati v mix in pol pač mu je vse povedal, kje, koliko hercov, koliko dol, kjer Q, bla 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 in je pač na koncu bilo legit, je funkcioniralo. Ja, pa bi kar naprej že Vanessa vprašal, mogoče glede teh samih algoritmov, če bi nam mogoče lahko povedala, katere limitacije so oziroma katere limitacije so in ostajajo v prihodnosti pri temu, kako v bistvu sploh računalnik koncipira oziroma razume glasbo, kako sploh, mislim, kje so te mankoti, da pač umanjka, I guess, neke človeškosti, a ne? Oziroma, kako sploh to poteka, to analiza računalniške glasbe, ne? Mislim, jaz težko govorim za vse modele, ker je to zelo široko področje in se recimo jaz z nekim globokim učenjem tako ne ukvarjam. Se ukvarjajo s tem moji kolegi iz Leva. Zdaj, kaj so omejitve? Ena izmed omejitev je mogoče glih ta, da je v bistvu bolj v nas, da mi ne razumemo, da računalnik ne razume glasbe na tak način, ko je mi. Se pravi, ne razume, vseeno mu je, kdo to izvaja, vseeno mu je zdaj, kaj je tam tisti motiv se zgodil in tako naprej, ker vsako glasbo dojema s toliko različnimi parametri, ki jih mi v resnici niti ne zaznamo, ne? Ampak se potem na naš feedback, recimo sploh zdaj, zato je bila večina algoritmov precej slabših, kot so zdaj, prej se je v bistvu pojavilo globoko učenje in to vrstne aplikacije, je, da se niso učili potem na nas, se pravi nazaj, ne? Da povratno, da so dobivali informacije in te informacije so dobivali glih več ali manj ali pred tega, da smo kaj polajkali, ne polajkali, ker mi nismo mogli reči, ne vem, ta frekvenca pa tukaj, to pa nisi dobro interpretiral, ne? Se mi tega ne poslušamo tako in tudi tega ne razumemo na tak način in tudi težko na tak način komuniciramo z računalniki, tako da mislim, da tukaj nikoli ne bomo prišli skupaj in mislim, da se moramo tudi malo odrešati tega, da se bomo med sabo razumeli do zadnjega možnega parametra. Se mi pa zdi pač ključno to, ja, da dopustimo, da se ta feedback dogaja in to se dogaja ravno prek takih recimo aplikacij. Recimo, dokler so bili samo neki plugini za izvajalce, za ustvarjalce in tako naprej, ni šlo zares za nek skupen, za nek družben feedback, ne? Bolje šlo za to, ja, meni to tle ni všeč, bomo naredili še en nov model, pa bo ta mogoče boljši, pa mu bo dal še, ne vem, 1000 teh komadov in tako naprej, pa bo bolj delal tako, kot bom jaz hotel, ker mu hočem narediti tak komad, ne? Tako da zdaj pa, ker obstajajo ti ogromni modeli, imajo pa recimo ogromno ene glasbe na voljo in ogromno enih feedbackov iz marsikaterega konca sveta, ker v bistvu cel svet uporablja ta orodja, ne. Zdaj, edina težava, kakor sem že rekla, da je pač jezikovno omejen, se pravi, da naš feedback, recimo kot jaz kot Slovenka, ne vem, nekdo kot Kitajec, nekdo kot ne vem kaj, ne bo nikoli točno mogel zdaj povedati, kaj mu je všeč, pa kaj mu ni všeč.
če komunicira v angleščini. Ne. To je pač tista omejitev, ko ostaja. Mislim, da tudi zaradi tega je problem in nastajajo določene komunikacije in določeni ljudem nekaj bolj ne paše, kot drugim. Je pa pač zadeva tudi v tem, da ni samo ta jezikovni feedback, ampak tudi, da same baze podatkov, se pravi, sami glasbeni primeri, ne, izhajajo iz baz, ki so ljudem, ki te algoritme ustvarjajo, dostopni. Zdaj ta zadnja dva modela, ki sem jih omenila, Suno pa Udio, ne, pravita, da ona dva, mislim, ki so jih vprašali neposredno, ne, to zveni dosti podobno, ne vem, temu izvajalcu, a ste pač ukradli copyrightano glasbo, ne, so rekli, ne, mislim, zdaj nekateri bi rekli, da je to skoraj nemogoče, da sta tako odlična in da tako dobro posnemata, da se to ni zgodilo. In to je recimo ena težava tudi s tem, da mogoče, ker ste govorili prej o tem, da to generira največ neke mainstream glasbe in tako prej. Ja, ker je največ tega dostopnega, ne. Se pravi, recimo sploh Udio me je parkrat presenetil, ker je dal kakšne take rešitve ven, ko sem ga sprovala, ki v bistvu nista zvenela več kot mainstream. Je res, da pač so bili najbolj zadovoljivi taki izdelki, ki so zveneli točno v stilu nečesa, kar mi je pač odgovarjalo, kar sem napisala in sem rekla, ja, razumem, točno ve, kaj hočem, ampak sem bila tudi pozitivno presenečena, ko ni čisto izvrgel tistega ven, kar je meni ustrezalo. In se mi zdi, da na tej ravni se v resnici tudi dogaja pač ta kreativna komunikacija, ne, med torej spet mano kot uporabnikom in tem orodjem in se potem pač skupaj ustvari nekaj novega. Ne. Tako da ne vem, eni bi to smatrali za omejitev, meni se niti ne zdi to nujno omejitev, kakor pač raziskovanje nečesa novega, če tako hočete. Ne. Se pravi, ne gre samo za mainstream nujno, je pa res, da pač spet, če bo model napolnjen z 50,000 komadi iz ameriškega popa, bo zelo težko zgeneriral, ne vem, pekinško opero. Ne moramo tega od njega pričakovati, ker enostavno nima sredstev za to, da bi to izdelal. Ne. Tako da to se mi zdi, da je trenutno v resnici največja omejitev dostop do podatkov. A pa te algoritmi, mislim, ti jim lahko napišeš recimo, jaz bi rad komad v stilu, ne vem, Taylor Swift. Ali jih Taylor Swift recimo same besede, črke v tem vrstnem redu jih že zmedejo? Ne, da jih zmedejo, v resnici tega ne smejo, ne, ravno zaradi tega, ker pač trdijo, da niso uporabili nobene glasbe, ki je pač zavarovana z avtorskimi pravicami in te avtomatsko cenzurira že sam prompt, se pravi, ti reče, ne moraš uporabiti, to je ime izvajalca in tako naprej. V resnici nisem probala unesti še izvajalca oziroma avtorja, ki je pač starejši, kot 50-70 let, odvisno, kje gledamo glede na avtorske pravice. Ne vem, kako bi odreagiral v tistem primeru, ne vem, kako to deluje čist, ampak ja, dejansko ne moreš narediti komada v stilu Taylor Swift, lahko pa pač z besedami se temu približaš in mogoče pride en zelo podoben izdelek ven, noben pa ne bo zagarantiral, da je bilo to trenirano na Taylor Swift, ker je to vse ena taka zelo, ko bi rekla, delikatna tema, kakor vemo v umetni inteligenciji in glasbi. Ja, ker to mi je bilo zanimivo, ker sem šel brati v bistvu od tega Music LM, kar je eden izmed teh generating music from text algoritmov. Oni so v bistvu dali cel, v bistvu to je kot nekak tekst, ki razlaga, kaj so zdaj oni naredili, ne, te researcherji in raziskovalci. In v bistvu na koncu so napisali, da se zavedajo rizik, ki so tukaj, ampak te rizike niso namreč te, ki bi jih mogoče pričakovali. Zdaj mogoče kakšna kraja oziroma nekako uporabljanje glasov, a ne, ker realno ti lahko streniraš ti lahko streniraš algoritem na velik
posnetkih ene specifične umetnice, umetnika, ustvarjalke, ustvarjalca in potem realno sfejkaš, ne. In se ne vem, mogoče se tudi tako deepfake delajo, ne poznam, ampak oni so pa tukaj napisali, da jih je strah oziroma da se zavedajo rizike, da bodo marginalizirane skupnosti in njihova glasba v bistvu premalo reprezentirana. To bi se v bistvu Nate Jernej obrnil s tem vprašanjem, ki si prej tudi o uredniški politiki. A se ti zdi, da, no pa tudi že zdaj, ne, v bistvu kako umetna inteligenca vpliva na uredniško politiko, kako se ti zdi, da to vodi v neko spet Evropo oziroma zahodni centrizem? Ja, to je komplicirano vprašanje. Bi se najprej navezal na to, kar je bilo do zdaj rečeno, se pravi glede tega, kako glasbo se da narediti z umetno inteligenco, ne, pa to, da je v bistvu se fila z mainstream komadi, pa da je v bistvu odvisno, kakšna je ta input podatki, kaki so, na katerih se pač ta inteligenca uči, ne. Ampak na nek način tudi to, kar si ti, Luka, govoril, iz tega vidika je to pravzaprav dobro, ne, pač naj stvar reproducira mainstream komade, če se mi bojimo za ustvarjalce, če se bojimo za skupnost, a ni dobro, da to, če pa hočeš imeti nek sound logo na hiter, zakaj pa ne bi rajš uporabil neke umetne inteligence. Mislim, jaz nisem uporabljal za glasbo, uporabljal sem recimo za oblikovanje, ampak če hočeš ti sam neko fotko za nek Facebook dogodek, pač rečeš, daj mi neki in ti bo dalo in stvar bo dobro delovala, če boš jasno definiral stil, verjetno v glasbi, če bi rekel nek stereotipen žanrski primerek nečesa, če boš hotel pa nekaj bolj kompleksnega reproducirati, boš mogel pa malo več komunicirati z to inteligenco, ker bo pa že samo ratal, tako kot je Matej prej omenil, verjetno nek kreativni proces, tako da v tem smislu se mi zdi pravzaprav dobro, da stvar bolj funkcionira za te neke stereotipne, generične zadeve in da so bolj robne zadeve vseeno, da jih ni tako enostavno reproducirati, ne. Tako da to je malo njih obratna perspektiva od tega, kar si vprašal, ne. Zdaj, kako je pa ta neka lokalnost, ne, ali pa prevlada nekega anglo-ameriškega, ja, to je pa drugo vprašanje, na kjer ga mogoče zdaj ne znam čistno odgovoriti, sorry. Kaj pa ti, Luka? Mislim, ja, v veliki meri se to že brez AI-ja dogaja, ne. Mislim, kar se reprezentacije tiče, kakorkoli. Zdaj, ne vem, kar se zatiranih skupnosti ali pa celo skupnosti na globalnem jugu tiče, mislim, da večina njih, vsaj tisti, ki se jim gre, ki se resno borijo za lastno osvoboditev izpod takšnih in drugačnih okov, se kratko malo požvižgajo na reprezentacijo v zahodnih liberalnih demokracijah, to mislim, da je dejstvo. Tako da jaz mislim, da se ne bi težko si predstavljam, da bi se kdo na takšen način bunil, da češ, kako pa nimaste, ne vem, bodi si kurdske, bodi si katerekoli druge revolucionarne glasbe, kako to, da se ne predvaja na tolikih zahodnih radijih. Mislim, do neke mere mogoče že, ampak se mi zdi, da se jim gre za druge stvari, no, in da je glasba v takšnih skupnostih tudi v neki čist drugi funkciji in če preide v pač te konzumeristične tokove, k večjem škodi stvari, zato ker so z večine predstavljene ali na nek eksotičen način ali pokroviteljsko, skoraj vedno tako izpade, no. Ok, no, mislim, da smo na koncu s časom, zdaj bo že naslednja okrogla miza, tako da se vsem vam
lepo zahvaljujem, da ste se udeležili tega pogovora in vsem, ki ste se udeležili na strani poslušalstva. Hvala, da ste prišli. To je bila okrogla miza algoritmi glasbe v dobi mislečih strojev. Z mano so bili Matej Mihevc in Jernej Kaluža, Luka Hreščak in Vanessa Nina Borsan. Tako da še enkrat hvala in ja, lahko si pa to vse še enkrat pogledate na naši YouTube strani, objavljeno čez par dni. Hvala.